Pozdravljeni, jaz sem Max Zimani, direktor platforme Sloga, ki skupaj z 11 organizacijami, ki delujejo na področju globalnega učenja, sodeluje v programu Connect for Global Change. S programom želimo povezati državljane EU z metodami za reševanje globalnih izzivov. S tem spodbujamo ljudi, da prevzamejo odgovornost za ustvarjanje bolj vključujočega, enakopravnega in trajnostnega sveta. Danes vam bom govoril o piramidi vključenosti. To je orodje, ki ga uporabljamo za merjenje učinkov naših akcij, izobraževanj, delavnic in drugih dogodkov, ki jih izvajamo v sklopu naših projektov. To naredimo tako, da opazujemo, kako se razvija razumevanje ljudi, ki jih vključujemo v svoje dogodke od začetka projekta vse do konca. Piramida vključenosti je tako razdeljena na 7 nivojev, na katere razdelimo sodelujoče ljudi v projektu. Začetno nivo oziroma nični nivo je označen kot uporabnik. Tukaj le gre za izpostavljenosti informacij. Ljudje na tem nivoju so samo izpostavljeni informacij. Prvi nivo je pa opazovalec. Tukaj le gre za ozaveščanosti. Ljudje so že ozaveščani. Naslednji nivo je pa sledilec. Tukaj le ljudje že kažejo zainteresiranosti. Potem pa tretji je pa podpornik. Tukaj le ljudje že podpirajo nivo in v bistvu postanejo tako imenovani kritično angažirani ljudi. In naslednja je pa aktivist. Pri podporniku gre samo za to, da dejansko samo podpirajo projekt, medtem ko pri aktivistu, pri nivoju aktivista gre za to, da so že zavezani s projektom. Peti nivo je pa multiplikator. Pri tem gre za to, da niso samo zavezani, ampak že začenjajo promovirati projekt. Najvišje je pa inovator, kjer v bistvu razvijajo nove inovativne metode za promoviranje projekta. Skratka, s opazovanjem rasti razumevanja glede naslavljanja globalnih izzivov preko piramide vključenosti vidimo, kako nekdo, ki je bil na začetku projekta le opazovalec, s pomočjo našega dela, izobraževanja, akcij, dogodkov in podobno, lahko napreduje preko nivoja sledilec na nivo podpornik in celo do nivoja aktivist. Seveda pa je vse odvisno tudi od sodelujočega, saj je od njegove zavzetosti odvisno, kako daleč se bo premaknil oziroma kako zelo se bo vključil v sam projekt. Namreč lahko se zgodi, da na koncu projekta postane celo inovator, čemur tudi vsi, ki delujemo na področju globalnega učenja, stremimo. Tako upam, da sem bil razumljiv. Če imate kakšnokoli vprašanje, nam pišite, z veseljem vam bomo odgovorili. Hvala lepa.